Vsi poznamo zgodbe o ljudeh, ki izginejo. Plakati z obrazi, nerazrešeni primeri, vprašanja brez odgovorov. Ampak obstaja druga kategorija zgodb, o katerih se govori manj, ker so preveč neprijetne. To so zgodbe ljudi, ki izginejo in se potem vrnejo. Ne kot junaki, ne kot preživeli, ampak kot napake v sistemu. Ljudje, ki se vrnejo brez spomina, brez smisla časa, brez identitete, ki bi se ujemala z realnostjo. Včasih se vrnejo z imeni, ki jih nihče ne pozna. Včasih z zgodbami, ki ne gredo skozi logiko. In včasih se vrnejo tako normalni, da je to še najbolj srhljivo od vsega. In to, čez kar bomo danes šli, dragi moji alieni, so resnične dokumentirane zgodbe in odpikalne vam bojo možgane na najbližjo steno. Dobrodošli na Alien kanal ali kanal Alenke Trogrlič. Ful sem excited za ta video, ker je res crazy. Ni toliko depresiven, spet po eni strani na nek način ni. In po drugi strani je spet misterija po dolgem času, tako da sem res excited. In šli bomo čez 7 zgodb ljudi, ki so zginili popolnoma iz obličja zemlje in prišli nazaj z najbolj bizarnimi zgodbami ali pa brez zgodb, ker pač jih ni, ker zgubijo spomin. Pač crazy. Zgodba 1. Benjamin Kyle. Ta je bila zelo javna zgodba, zelo v novicah. Človek brez preteklosti. Benjamina Kyla so najdel leta 2004. Najdel so ga za Burger Kingom, zadaj, ki je imel Burger King smetnjake in bil je pretepen. Tok pretepen, da je bil komaj prepoznaven. Imel je zlomljeno čeljust, pobuškan obraz, cel je bil v črnicah. To se je zgodilo v Georgiji, v mestu Richmond Hill. Nihče ni vedel, kako je tja prišel, ampak najbolj bizarno od vsega je, da tudi on ni vedel popolnoma nič. Ko so prišli do njega in začeli govoriti z njemu, se on ni spomnil popolnoma nič. Ni vedel, kaj je njegova identiteta, ni vedel, kako mu ime, ni vedel nič o svoji preteklosti. Če so rekli, imaš očeta, družino, mamo, otroke, ni vedel nič od tega, če kaj ima. In ker so ga videli tako potolčenega in razbitega in razsutega, so rekli, ok, logično gre za poškodbo glave. Ampak ko so ga dali dejanski MRI ali karkoli že naredijo, so videli, da to ne more držati. Bil je popolnoma prišteven, bil je popolnoma logičen. Vedel je, kaj se okrog njega dogaja, vedel je, kje je, znal je govor, znal je razmišljati, znal je matematiko, znal je jezik tekoče, vse je bilo ok, glava ni bila poškodovana, samo spomina ni imel. Tudi ko so mu kazali recimo fotografije različnih krajev, različne okolice, nič od tega ga ni potegnilo domov, ali pa da bi rekel, spomnim se tega kotička, ali pa da bi rekel, ta okolica deluje podobno kot moj dom, da bi rekel, ali je gost ali ob morju, nič mu ni bilo blizu. Edini spomin in prvi spomin, ki ga je imel, je bilo iz bolnišnice, torej šele tam, ko je pač vse prihajal. Policija je takrat tudi preverila vse, to so bile manjkajoče osebe, torej tiste, ki so itak pogrešane, zaporniško evidenco, če je mogoče iz zapora pobegnil, vojaške baze, vse, nič, kot da nikdar sploh ne bi obstajal, tako da so šli potem še korak naprej in je dejansko on poleg tega, ki je bolj spal v zavetiščih, pa delal je občasna dela, bolj kot ne je bil brez identitete in tudi brez nekega rednega joba in nekega rednega smisla, je pa začel hoditi v TV oddaje z namenom, zdaj ne vem, upam, da je tudi kaj zaslužil s tem, ampak zato, da so ga ljudje lahko gledali in da bi se nekdo javil, da bi rekel, o, to je moj brat ali pa o, to je moj sin. Ampak nič od tega se ni zgodil. Vse do dolg časa potem, ko so ga končno identificirali prek DNK. Benjamin Kyle se je rodil kot William Powell in najbolj grozljivo je bilo, da družino je imel. Ampak so razkrili v njemu to, da je on odraščal v tako grozljivem otroštvu. Oče je bil pijanec in jih je pretepal in toliko so bili disfunkcionalni doma, da se jim je odrekel že večkrat in je večkrat že šel po svoje in bil odrezan od te družine in posledično ta družina ni več zaznala, če on zgine, da je zginil bolj kot zginil, sam zginil. A veš, kaj mislim? Itak niso bili v stiku in zato nič od tega ni prišlo več ven. Pa grozljivo je bilo tudi, ko so mu pokazali nazaj to družino, rekli so, to so oni ali pa to je tvoja družina, hočeš stik. On ni čutil nič, ker je rekel, da je bilo tako, kot da bi mu kazali in dajali informacije od neke druge osebe, ker on je zgubil popolnoma to povezavo z njimi. Kasneje so psihološko ugotovili, da je šlo za psihogeno disociacijo. To pomeni, da se odklop od identitete zaradi po vsej verjetnosti travmatičnega dogodka. Mogoče ste že slišali kdaj, da če ima nekdo travmatično otroštvo, da bo imel več lukenj v spominu, torej da se pogosto česa ne spomni in točno to se je po mojem dogajalo tukaj, da je bilo to grozljivo, da se je on preprosto
odklopil, mislim, da je to dejansko rešilna funkcija možganov, ker neko travmo zabriše, posprav nekam, da te ves čas ne preganja, ker v bistvu so naši možgani tako magical, ampak ja, grozljivo. Zato tako, na vrsti reklama Svet užitka, jaz sem rekla ChatGPT-ju, da mi rimo spesne, da slišite, kva se dogaja. Božična akcija 2025, popusti so zdaj od 15. do 21. 12. ujem svojo erekcijo nazaj. To sem jaz dodala noter. Vse je na zalogi, darilo je lahko malo poredno. Pohiti, ko zmanjka in akcija gre za vedno. I can't. Upam, da ne Svet užitka nehal delati z mano. Res pojte pogled, kaj je. Malo sem gledala zelo priljubljene dobre igračke, so znižane tudi do 50%. Pa imaš pa ful lepe darilne pakete, ki jih lahko podariš darila zanga, zanjo, darilni boni, pa darilni paketi. Tako da res pejte pogledat, ne bo vam žal. In tukaj ni moje kode, ker so že ful veliki popusti, je pa vedno koda Alenka 15 znižano in Alenka 10 na tisto, ker ni znižano. Tudi v fizičnih trgovinah, tako če greste v živo, kar rečete, pa boste dobili popust. Drug primer je ziher enka vam bo odpihnil možgane na glavo. Ta je meni amazing, pač tega jaz prej nisem slišala, ampak Agatha Christie. Naša legendarna pisateljica misterij in kriminalk je vmes zginila nepojasnljivo za 11 dni. Torej, decembra 1926 United Kingdom Agatha Christie zgine in ona takrat ni zginila kot ena navadna bejba. Ona je pač zginila kot slavna pisateljica. Takrat je bila že ekstremno slavna in kva se je zgodilo, sprožili so ekstremno iskalno akcijo, razne policije po vsej državi, vse je bilo v novicah, ful je vloženih predviden, kaj se dogaja. Live action so imeli takrat lahko, za divo kriminalnih romanov so lahko ugibali, kaj kriminalnega se je ne zgodil, kaj se dogaja, kakšna kriminalka je to, ker so najdeli njen avto, pa enemu kamnolomu in noter vse njene stvari in njeni kjer. Zginila je kot nič. Ampak samo za 11 dni. Čez 11 dni so jo najdeli v hotelu v Harrogatu. Zdaj sem to googlala, to je čisto nekaj na sredini United Kingdom. Sploh ne vem, aj bolj na Škotskem ali bolj v Angliji, ne vem, v glavnem tako na sredini UK. In tam se je obnašala čisto normalno. Ko so ji potrkali na vrata, dober dan Agatha Christie, tako ja, prosim, ona ni vedela, kako je tja prišla, ni vedela, zakaj je bila tam. Ampak obnašala se je popolnoma normalno. In tudi, ko so rekli, pa kva je to neke vrste amnezija, se pravi celotna izguba spomina, delna izguba spomina, je bilo to zelo nelogično, ker je delala eno nenavadno stvar in sicer vzela je ime oziroma parjavljala se z imenom od ljubice od svojega moža in sicer Theresa Neal. Jaz tudi sklepam, da je zato se ne strgal, je zaprla na podoben način se disociirala in je šla, ker je lih mož takrat nedolgo nazaj fajlov za ločitev, torej ločevala sta se, plus imajo to ljubico in ona je počela ful nenavadne stvari, pač ni se spomnila, po drugi strani je pa igrala bridge in se je popolnoma normalno obnašala in prijavljala v hotele itd. Tako da je ful bil fenomen. Drug fenomen je tudi, da ona o tem nikdar ni govorila, ne v knjigah, ne v intervjujih, nikjer. Nobenemu reviju, nobenemu mediju nikdar tega ni hotela omenjati, kada je hotela ta del sebe zaklenti zavedno. Čeprav je tako live action kriminalka na nek način. Nekateri psihologi danes menijo, da ni šlo za amnezijo, torej da je šlo za disociativno epizodo, kjer je oseba delovala kot nekdo drug z zavestno ali pa pač polzavestno izbiro nove identitete. Kar pomeni, da je za kratek čas pač prenehala biti Agatha Christie. Zgodba številka 3, Stephen Kubacki se napiše, kakorkoli se že to reče. Zdaj pa tako, predstavljaj si leto 1978, Michigan. Bil je februar. By the way, zima v Michiganu, sem šla preveriti za vsak slučaj. Zima tam je zima, sneg. Tako da, on je zginil ob reki. Na ta način, da je pustil tam vsa oblačila in pač zginil. In ko so drugi to videli, so rekli, ok, sprve, on je umrl. 15 mesecev ga ni bilo in vsi so že žalovali za njemu in vse je bilo pač zelo logično, da je pač ga ni več, da se je utopil, da je šel plav, da se mu je zmešalo bilo kaj. Čez 15 mesecev se on vrne. Vrnil se je v Floridi. Bil je pač živ in relativno tudi zdrav, deloval je ok, razen tega, da se ni spomnil skoraj leta pa pol svojega življenja. In ko so ga pregledovali, so rekli, kaj the fuck? In je rekel,
Vse, kar se spomnim po prebliskih, je hoja, neskončna hoja in da moram hoditi in če ne hodim, da bo nekaj ful narobe. Nujno sem se mogel premikati, hoditi. Nisem spomnil krajev te hoje ali pa kako, kaj, nič se ni spomnil, samo da je mogel hoditi, da ni imel druge izbire. In potem, ko so telo njegovo preverjali, ni bilo znakov, da je bilo z nekaj narobe, ni bil izmozgan, mišice niso kazale znakov, da bi hodil v nedogled. Tukaj so potem psihologi začeli govoriti o disociativni fugi. Več ali manj se mi to zdijo zelo podobni izrazi, podobne nianse, pač neke disociacije ali pa amnezije. Ampak pri njemu mi je najbolj fascinantno, ko se začne spraševati, kako je let pa 3 mesece. Kje je bil, kako ga noben ni prijavil, kako ga noben ni najdel, kako je on šel od tiste reke v snegu, po vsej verjetnosti, brez oblačil in nekam naprej in kako je šel čez mejo, kako je prišel čez drugo, a štekaš, pač ni mi jasen. Tukaj je veliko več misterije, kot sem tudi, da je nekdo zginil in izgubil spomin. In s tem gremo na nov primer in sicer Hannah Up. Ta je tudi fascinantna. Hannah Up. Ful lušna punca drugač. Mislim, da nazadnje, ki je izginila, je bila stara 32, če se prav spomnim. Ampak ona ni izginila enkrat, ona je izginila, kakor sem jaz brala, vsaj 3-krat. Najbolj fascinantno pri njej je, da je bila zelo priljubljena učiteljica. Zdaj si pa predstavljali, da si otrok, ki te ona uči in da veš čas random zgineš, nikoli ne veš, kdaj bo v šoli, tako, zdaj pa Hene, spet ni Hene, šla mogoče, ne. Sicer je pogrešana, ampak zna biti, koliko ponavadi se vrne čez 2 do 8 mesecev, nikoli ne vemo. A veš, kaj hočem reči? Če 3-krat zginila, sploh ne vem, koga je ona učila in kako. V glavnem, pa ful je bila priljubljena učiteljica, by the way. Enkrat je zginila na Karibih, se reče tej plaži Sapphire Beach in je pustila tam vse svoje predmete in samo odkorakala. Pa mislim, da je bil en tak sumljiv dan, ko se je nakazoval, da bo hurikan ali tornado ali nekaj od tega, nisem zihar. Prvič recimo je zginila leta 2008, takrat je zginila v New Yorku in se je tudi pojavila v New Yorku, natančneje newyorškem pristanišču, kjer je dobesedno lebedela z glavo navzdol in so jo komaj še dobili živo. Pač še je bila pri sebi, še je dihala, ampak hvala Bogu se je takrat dobili in je pač prišla k sebi. Torej, v New Yorku je zginila leta 2008, potem še enkrat 2013 in tretjič 2015 in pač vsakič so ji dali isto diagnozo kot tismu zgorej, Kubricku, in sicer disociativno fugo. Očitno oni zelo radi zginjajo pri jezerih in v vodah, I guess. Fora Hannah je bila tudi, da so govorili, da je bila zelo inteligentna, zelo močna, na nek način zadržana, da je držala svoje občutke v sebi in ugibajo, da je mogoče lih v tem bila težava. Da ko so jo preplavili te občutki, ki jih je toliko časa mirila in tolerirala, da ko je to ven vsekal, edino, kar je lahko naredila, je, da v bistvu šla v neko disociacijo, ki je v bistvu rešila njen mind, I guess. Ne moram reči, da razumem, ker ne občutam tega, ampak mora biti nekaj psihološkega, ker te hoče možgan zavarovati, ampak v bistvu odtavaš forever. Še en primer je bil, ko je ona zginila in se je popapala, pojavila se je v Apple trgovini in takrat imamo prav posnetke z nadzornih kamer in je ful zabavno, grozljivo, ker je opazil tam en moški in ta moški je bil njen bivši sošolec in je prišel do nje in je rekel: Hannah, ti si Hannah. Ti si Hannah, pa by the way, pogrešana si, a ne da si Hannah? In je ona rekla, ne, in je odkorakala preč. Tako da je fascinantno. Naslednji 5. primer je zelo znan primer. Mogoče ga je kdo od vas že slišal, imenuje se moški iz Taureda, oziroma človek iz Taureda, whatever, v glavnem. Ta primer je najbolj kontroverzni, zdaj kako si ga na koncu zaključili in razložili je vaša stvar, ampak leta 1954, dolg časa nazaj, je na tokijskem letališču Haneda pristal moški. Zelo očitno je bil iz Evrope, pri sebi je imel potni list. Potni list je bil popolnoma legitimen, normalno narejen, evropski, imel je ogromno žigov in vize in vse imel noter, vse je bilo normalno izpolnjeno in vse je normalno delovalo, razen ene samcate stvari. Država izvora, iz kje je on bil. Noter je pisalo, da je iz Taureda. Če je komu to weird, normalno, da je weird, zaradi tega, ker ta država ne obstaja. In ko so oni njega ustavili in so mu rekli, ne štekamo, s kje si ti? On tako iz Taureda, normalno. Država, by the way, država, ki obstaja že 1000 let. In pa so mu dali zemljevid, da naj pokaže kje to je in je on prve pokazal. In pokazal je Andoro, torej med Španijo, Francijo, taka mehna državca,
vse državca, ne. In jo je pokazal in za njega je bil to ured. Najbolj bizarno je, da je imel on podjetje in tudi to podjetje je imelo naslov in pač ta naslov ni nikjer obstajal, ampak on je imel podjetje in potoval je in fulkrat je bil že na Japonskem. Se pravi, je potoval, ne vem, ga prej niso videli, ali je to šele zdaj fake ustvaril, lih to je fora, ne vemo, ker eni še vedno verjamejo, da je bil ekstremen prevarant in ful sposoben, ali pa B, pač gre za neko misterijo, ne vem. Še bolj noro je to, da so ga oni takrat zaprli, ampak v hotelsko sobo, ki so jo nadzorovali, torej stražili, in on je takrat čez noč iz tih hotelske sobe izginil in vsi njegove predmeti, dokumenti, potni listice D. In bizarno je, da soba je bila v nadstropju brez balkonov, okna so bila zaprta, dokumenti so zginili z njim. Tako da, kaj vi mislite, da je to bilo? Valjda komentirajte, meni je ta en najbolj, naslonce moram. Zdaj vam na koncu še dve, zdaj ali vam bosta ful zanimive ali malo manj. Tale naslednja gre meni tako rahlo na živce. Govorili bomo o Brunotu Borgsu. Bruno Borgs je izginil leta 2007, bil je mlad Brazilec in po moje pomembna stvar, da je poudaril mi to, da je bil umetnik. In za njemu je ostala sled, pa ne samo sled, cela soba, ki jo je pustil za sabo, ki je izgledala tako kot njegov razstavljen na dele. Notor naj bi bilo 14 ročno napisanih knjig in potem razne misli, latinski izrazi, diagrami, reference, religiozne stvari, simboli, šifre, v glavnem neki, da so lahko mozgali v nedogled, kaj hudiče se je zgodilo, on je pa popolnoma zginil. Potem tam je bil še kip Giordana Bruna, to je italijanski pesnik, filozof, astronom, pač nek mislec. In potem mesece kasneje se je on pojavil nazaj, živ in zdrav, nič mu ni bilo, ampak še zdaj noben ne ve, kam je šel in kaj je delal. On je rekel, da je šel po duhovno razsvetljenje, ampak ta moški je potem še enkrat zginil, dvakrat. Tako da, mislim, da je on tudi na eni točki potem priznal, če sem prebrala ta pravo informacijo, da je on rekel, da je bila to marketinška poteza, ker se mene tiče fenomenalna, ker ta soba še vedno obstaja, baje, in jo lahko pogledaš. Se je zanimiv, se spomnim, ampak ne vem, zakaj me gre to tako na živce, tako dramatično mi spade. Ne vem, a gre še komu to na živce, prav nekaj mi ni všeč na tem. Mogoče je zato, ker mi obvisli, da je bila marketinška poteza in mi kar ne vem, povejte, kaj vi mislite. In še zadnji primer, 7. primer, je pa bolan. Ta je pa prav, ekstra video bi mogla o tem narediti, fascinanten mi je, prav sem wow. V glavnem, Julien Koepke, ne vem, če se tako napiše, Julien Koepke, ta je pa crazy. Nekako tehnično gre za pogrešeno osebo, ki je bila najdena in ni bila lik brez identitete, ampak je res fascinantno. Julien Koepke je potovala leta 1971 z letalom. Ob njej je sedela njena mami in potovala je z Lenza Flight 508. Leteli so direktno nad amazonskim pragozdom, dokler se ni zgodila nesreča in je v to letalo treščila strela in je letalo šlo gladko v strmoglavljanje. Pač padali so na tla, točno ta amazonski pragost, by the way, tako najbolj scary območje na zemlji. Vsi so takrat umrli. Zdaj ne vem, ali tako jo pacel ali ne, ampak ko je ona padla na tla, je bila še vedno pripeta na ta zic in vse, kar je bilo narobe z njo, je bila polomljena ključnica, ker je se žmer grozljivo, ampak to je ni oviralo, da je ona potem 11 dni se vlekla, po vseh 4 hodila, prebijala čez to džunglo. 11 dni v najbolj grozljivih pogojih, med najbolj bizarnimi insekti. Sploh ne vem, kako hudiče je ona to preživela po taki travmi. Baje jo je fural naprej samo instinkt in pač nekaj izjava od očeta, ki je enkrat rekel, da se mora samo držati vode v takih situacijah in se očitno je. Pač grozljivo. Čez 11 dni so najdeli domačini. Imela je odprte rane in v teh ranah so gomazeli ličinke in zajedavci. Pač meni je to ogabno, fuck. Ampak ta mala je prišla nazaj in ko so jo pač neki domačini najdeli, je bila razsodna, logična, dokaj mirna. Sploh ne, kako je to možno. A ja, stara je bila pa takrat, koliko je bila stara? Vem, da je bila ful malo stara, nekih 15 let je bila stara. V glavnem, ta primer mi je nor, mogoče celo potencialen za nov video, hotela sem reči, da wow, definitivno pride TikTok. In to je to, dragi moji, spodaj vam bom link dala do te velike božične razprodaje za svet užitka. Absolutno komentirajte te primere, ki so bili ful fascinanti. Pa še več bi takih videov, sam take dobre ideje rabam, da rečem 7 primerov najbolj bizarnih izginotij ali pa 8 primerov najbolj crazy smrti, pa to sem težko se spomnim, to
dobri, ta mi je res všeč. Ok, zdaj pa, kjerga smo? 18. Vmes bo Božič, tako da ljubčki srčki lepo praznujte. Ja, lepo praznujte, pa pridni bote pa radi se mejte. Island mama out. Bye bye. Love you. Bye 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 bye.